Spoštovani, prehajamo na zadnji sklop referatov v okviru našega tridnevnega, kar napornega zborovanja slovenskih zgodovinarjev. Tudi v tem sklopu bomo slišali 4 referate. 3 referenti prihajajo iz Slovenije, 4. referentka pa je spoštovana gostja, Kersti Suzane Jobst iz Dunaja. Tematike so različne, slišali bomo tako o problemu šolske prehrane, o problemu prehrane v vojnih in neposredno povojnih kriznih obdobjih in pa tudi o prehrani kot politično-ideološkem orožju proti nemirnim družbenim, političnim, socialnim skupinam. Predlagam, da preidemo kar na prvi referat. Predstavila ga bo magistra Marjetka Baljkovec-Pevec. Magistra Deljočeva prihaja iz Slovenskega šolskega muzeja. Poznamo jo po številnih prispevkih, raziskavah z področja šolske zgodovine, pa tudi etnologije in zgodovine Bele krajine. Prosim, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni. Po 3 napornih dneh smo vsega zanimivega že slišali, pa upam, da to ne bo preveč naporno, tole moje predavanje. O šolskih malicah v šolah na slovenskem stoletju med 1860 in 1960 se bomo pogovarjali. In sicer v povezavi z nadaljevanjem razstave, ki jo bomo v Slovenskem šolskem muzeju odprli prihodnji mesec, in to je razstava Učilnica v naravi, šolski vrt včeraj, danes, jutri. Ta razstava bo trajala dobro leto, potem pa načrtujemo po nekem logičnem naslednju, da pripravimo razstavni projekt Prehrana v šolstvu skozi čas. Kot vidite tamle na panoju, sicer se malo slabše vidi na teh posnetkih, ampak s to tematiko smo se nekako že kot drobec ukvarjali na stalni razstavi Šolstvo na slovenskem skozi stoletja. In vidite en droben prikaz, vendar v tem razstavnem projektu, ki ga načrtujemo, pa nameravamo zajeti širino in globino te tematike vse do današnjih dni, kot vidite tudi tamle posnetek, ki govori o tem, kako sodobni otroci danes malicajo v šoli. S to tematiko smo se v preteklosti, oziroma so se moji kolegi v preteklosti tudi že nekoliko ukvarjali, nekako dotaknili. In tukaj vidite zbornik za zgodovino šolstva in prosvete. To je zbornik, ki smo ga izdajali Šolski muzeji Jugoslavije, torej Hrvaški šolski muzej, Slovenski šolski muzej in Pedagoški muzej v Beogradu. Leta 1991 je išla zadnja številka tega zbornika samo Hrvaškega šolskega muzeja in Slovenskega šolskega muzeja. Potem pa je naslednje leto išla prva številka Šolske kronike, revije, ki pa jo poznate, ki jo izdaja naš muzej. No in v tej zadnji skupni številki revije šolskih muzejev je išel tudi en članek, ena kar temeljna razprava kolegice naše upokojene sodelavke Tatjane Hojan, šolske kuhinje na slovenskih osnovnih šolah. Zdaj vas bom pa vprašala, pa upam, da ne boste hudi, da vas to sprašujem zdaj, ko smo že lačni, kakšne malice šolske se spominjate? A je to mogoče kruh s pašteto, čaj in jabolko, ali je mogoče še kakšen bolj tak slasten spomin na šolske ali vrtčevske malice in kosila, recimo mlečni zdrob s kakavom, ali pa makaronovo meso, ki je bilo samo v šoli tako dobro,
ali spomin, kot je pred kratkim povedala ena gospa, spomin na solato, ki je ni marala, pa je pod strogim očesom učiteljice morala pojesti do zadnjega peresa in je bilo spomin na šolska kosila nekaj najhujšega. Torej, želim samo reči to, da je to tema, s katero se je srečal vsak, v kateri ima vsakdo svoje spomine, svoje izkušnje, kar je za nas muzealce sicer krasno, ker lahko zberemo veliko podatkov, veliko gradiva, je pa malce zahtevno potem te stvari sintetizirati oziroma posplošiti, ker se zelo hitro najde kdo, ki pa reče, pri nas pa ni bilo tako, jaz pa nisem tako in tako naprej. Skušam samo opozoriti na pač izzive, ki se tudi pri takih temah pojavljajo. Pa poglejmo malo v zgodovino šolskih malic. Govorim predvsem o tem prispevku, ki si ga boste podrobneje lahko prebrali, kot nam obljubljajo v zborniku. Tukaj so pa predstavljeni samo tisti najpomembnejši elementi. O tistih vsakodnevnih šolskih malicah, ne pa o tistih prazničnih, kjer, kot vemo, je prišlo tudi vino, kdaj zdraven, pa tudi kakšna potica in sladice, ampak kaj je prinašal šolski vsakdan. Podatki od druge polovice 19. stoletja pa do prvih let po drugi svetovni vojni v glavnem navajajo, da so otroci šolsko malico prinašali od doma. In največkrat je bil to kos kruha. In tukaj je ena velika razlika med premožnimi in revnimi. Premožni so prinesli bel kos kruha, revni črn ali zmesni ali koruzni, kar so ga imeli, in kot se tudi tam na sliki iz angelčka lepo vidi, vedno ta hrepenenje po belem kosu kruha in obratno, morda si je tudi kdo od premožnih otrok, se mi je pa zdel tist zdrobljen košček kruha tudi boljši. Pa tudi razdelitev hrane in tako naprej. Skratka, spominov na to je veliko. Včasih je prišlo še kakšno sadje, mogoče jabolka, krhlji in pa še kakšen oreh ali lešnik. To je bila v glavnem v povprečju malica šolarja. Nekaj teh stvari opisanih tudi v takih pesmicah, kot je recimo tale, torbico čez rame, vanjo kruha kos, pod nogo vzame goroglavni voz, pa spusti se odjer v šolo Bogomir. Torej imamo tudi razno vrstne pisne vire, ki nam to potrjujejo. Kaj pa pravijo o malicah šolski redi? Tega li sem prav izpostavila, ker se mi zdi, da ima tako ena lepa, simpatična, zanimiva določila. Ne vem, koliko so bila simpatična otrokom v tistih časih, leta 1907, vidite, da je šel ta šolski red. Jesti je dovoljeno učencem le v 4-urnem odmoru po drugi učni uri, jesti je dovoljeno le kruh, izjemoma kakšno drugo jed, ali to, kako to dovoli razrednik. Prepovedano je jesti, kot vidite, stvari, ki bi onesnažile ali ki bi povzročile neprijeten vonj, ali duh tukaj piše, na stranišču naj učenci ne bi jedli. In potem še zadnjo določilo, ki mi je zanimivo, pa najbrž je pa najmanj znano pri nas, tako v splošnem spominu, da so kruhove drobtine in ostanke zbirali in je potem učitelj določil učencem, da je te drobtinice potresel ptičem. In tukaj je že ta povezava, ki jo večkrat zasledimo, torej, da so v šolah zelo skrbeli tudi za ptiče, in se veste, ptičja sorta in tako naprej. No, od 80-ih let 19. stoletja naprej pa se je ta skrb za prehrano šolarjev vedno bolj povečevala in predvsem je šlo v tem primeru za revnejše otroke in za otroke iz bolj oddaljenih krajev, ki so prihajali v šolo. In seveda so za prve šolske kuhinje poskrbeli različni dobrotniki in podporniki šole. Eden takih prvih primerov je šola v Krškem, kjer je delovala zelo znana šolska dobrotnica Josipina Hočevar.
In tukaj so šolarsko kuhinjo, kako so jo imenovali, ustanovili že leta 1886. Vidite, da so jo ustanovili s pomočjo krških gospa in gospodičen, med njim je seveda izrazito izstopala gospa Hočevarjeva, tako s finančnim prispevkom kot pri organizaciji. Kot so zapisali, je namenjena lačnim otrokom, ki jim starši razen moščeka kuha niso imeli kaj dati za seboj. In še posebej hudo je bilo v zimskem času, zato so se pa vsi te dobrotniki trudili, da bi se vse opoludne, kot piše, pogreli z gorko jedjo. No, možnost je pa bila taka, da so se otroci prehranjevali bodisi pri hišah v bližini šole ali pa so meščanki zbrali denar in so da sredstva dali kakšno gostilno, kjer so se pol otroci tam prehranjevali. Podoben primer je recimo tudi šolska kuhinja v Črnomlju. Tukaj imate primer iz letnega poročila, 10 let približno kasneje, kot je bilo to v Krškem, kjer so najprej šolski upravniki prosili dobrotnike, da pomagajo ustanoviti šolsko kuhinjo, potem pa v letu 97 kuhinja že deluje in kot vidite ravno tak zelo značilno za te šolske kuhinje je bilo, da je bilo to v zimskem času od 30. novembra do 12. marca, koliko kosil se je razdelilo. Vodstvo kuhinje pa je prevzela Josipina Šetina, to je bila upravnikova žena, ki kot vidite je darovala tudi vsa potrebna drva in potem so bili našteti tudi vsi darovalci. Do leta 1900, po doslej znanih podatkih, kolegica Tatjana Hojem tako pravi, so bile ustanovljene poleg navedenih še kuhinje v Sevnici, Kamniku, Metliki, Velikih Laščah, Postojni, Mokronogu in na nekaterih ljubljanskih šolah. Kaj pa je bilo šolsko zakonodajo? Najprej prvič so o uvedbi organizirane skrbi za to šolsko prehrano prvič zapisali v Državnem zakonu o ljudskih šolah iz leta 1906, kjer vidite spet ta interes, ki se je pokazal že prej pri dobrotnikih, da bi pač bile te šolske kuhinje namenjene otrokom iz oddaljenih krajev, kjer bi predvsem opoldne dobili toplo juho. Razvoj je šel naprej, jaz sem tole preskočila, da vas tukaj ne utrujam s podrobnimi podatki. Pač pa bi želela upozoriti, da se je nekako najbolj aktivno začelo dogajanje spet v 30 letih in predvsem konec 30 let, kot vidite, da je bilo na Slovenškem že 112 šolskih kuhinj. Vidite, zakaj so bile razdeljene. In tik pred vojno odlok šolskim oblastem, da se pri vsaki šoli ustanovi šolska kuhinja, tiste, ki pa so že imele kuhinje, da se razširijo. Zelo podrobno je o tem pisala pedagoginja Milica Stupan, kot vidite v učiteljski tovarišu leta 1941. Ampak vojna pa to problematiko šolskih kuhinj spremeni v drugo smer in kot veste, je bila ravno šolska kuhinja ena od zelo pomembnih elementov okupatorjeve propagande. Tako Italijani, kot veste, so dali ponekod vsem učencem brezplačno kosilo, ponekod samo tistim, ki so bili člani fašistične organizacije in seveda podobno tudi Nemci na Štajerskem. Po letu 1945 se spet postopoma pojavi vedno večja skrb za šolske kuhinje in nekako se oblikujejo 3 vrste šolskih kuhinj. Prve se imenujejo mlečne kuhinje, ime so dobile potem, ker je bila v njih osnovna sestavina šolske malice mleko. Druge so bile šolske kuhinje s poldnevnim obrokom. Potem je pa tretji tip čist drugih kuhinj, to so bile pa učne kuhinje, ki so bile pa povezane z uvedbo pouka gospodinstva od leta 1954-1955 naprej. Najprej je ta pouk neobvezen, potem pa obvezen. No, mlečne kuhinje so bile seveda zelo povezane tudi s to prvo našo mednarodno pomočjo in v spominu ljudi
se zelo pogosto še slišijo UNRINI paketi in sploh v zvezi s šolsko malico ljudje največkrat omenjajo mleko v prahu in pa nepozabno topljeni sir oranžne barve. Ravno zadnjih sem se pogovarjala z enim informatorjem, ki je rekel, da že dolgo je potem iskal takšen sir, ki bi imel tako okus in da ni več nikjer dobil. No, razvoj je šel naprej, vidite leta 55-56 iz nekih zapisnikov imamo ohranjeno poročilo o tem, koliko je šolskih oziroma mlečnih kuhinj. In piše tukaj tudi, da jih je premalo v podeželskih šolah. Med podeželske šole šteje tukaj v občini Domžale, kjer ni nobene kuhinje. Vidite pa tudi bolj slabo sicer, ampak kako so dežurni učenci pomagali in pridno pospravljali posodo. No, v zakonodaji pa je šolska kuhinja zelo pomembno upisana v letu 1959 v Zakonu o osnovni šoli, ki določa, da so šolske kuhinje sestavni del šol in prav tako, da strokovno vodenje šolskih kuhinj prevzamejo učiteljice gospodinjstva. Začela izhaja tudi literatura, tale knjižica je zelo zanimiva, vrsto dragocenih nasvetov, če bo kdo rabil, si lahko sposodi pri nas v naši knjižnici. Verjetno se pa tudi kdo spomne takih pladnov s priporočenimi priborom, kako naj bi šolsko kosilo izgledalo. No in razvoj seveda je šel naprej. Nekako se v svojem referatu zaključuje v 60-ih letih, ko se začno tudi prve oblike celodnevnega bivanja učencev v osnovnih šolah, kar pa seveda še dodatno poveča potrebe po šolskih kuhinjah. Tudi recimo vidimo priročniki iz leta 75 za šolske kuhinje. Raziskovali pa bomo vse do današnjih dni, kako je s to aktualno temo, kot veste, tudi do danes in tamle, če vidite podnapis pod fotografijo, se spomnite letošnje odmevne zadeve, alarm pri kosilu ožigosa lačne učence. Torej, zelo zanimiva tema, ki prinaša vrsto izzivov, vrsto vprašanj. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in vas predvsem tudi lepo vabim k sodelovanju, se priporočam za fotografije, podatke, dokumente in za vse drugo. Hvala lepa.